Prva slovenska znamka je nastala 1919. leta. Pomenila je odcepitev od kraljevine oziroma avstro-ogrske monarhije. Država SHS, Slovenci, Hrvati in Srbi so pač imenovali svojo državo tako, da so na predlog Slovenije ustanovili neko združenje. To je bila prva želja po samostojni Sloveniji. Verigar predstavlja odcep od suženjstva, verigar trga verige, slovenstvo pa to, da ima med nogami Triglav in morje. To se pravi, to je simbol slovenstva. In letos obeležujem to stoletnico, ker pa na šoli bizeljski imamo tudi krožek filatelije, ki je združen zdaj že 4. leto z verigarji Brežice. Prej smo pa 2 leti samostojno delovali. Smo bili povabljeni v vseslovensko razstavo v Kamnik, ki je bila centralna proslava in se je otrokom oziroma krožkarjem zelo dopadla ta tema. Obravnavali smo tudi celo leto, kaj pomeni tole, in smo se odločili, da naredimo grafično prikaz oziroma likovni prikaz tega verigarja. Sodelovanju smo povabili tudi profesorico likovne vzgoje na osnovni šoli Bizeljsko, ki je z veseljem sprejela to in je z višjo skupino verigarjev oblikovala tole grafični prikaz, verigar v suhi tehniki oziroma v tehniki suhe igle. To je grafika. Ostalo so pa nižja stopnja delala po svoji želji verigarja, prikazala pač tega sužnja izpred 100 let. Razstava nekako sovpada tudi z praznikom državnosti naše države. Ne, to ni slučajno. To smo planirali ravno zaradi tega, ker je to želja po samostojnosti, ki je bila takrat želja, ki ni uspela popolno, ampak v združeni državi Slovencev, Hrvatov in Srbov smo pač uspeli nekako slovenstvo naprej gojiti. Zato pa je tudi na verigarju, kot sem omenil, ta simbol Triglav in morje. S tem, da originalni verigar ima še znamka, še ima tudi žarke. Iz te odcepitve od Avstro-Ogrske je tudi zasijalo sonce v Sloveniji, naj bi zasijalo, in to so tisti sončni žarke izza verigarja, ki je na znamkah lepo opaziti. Ker sem omenil, da že imamo 6. leto te krožek na osnovni šoli. Prvo leto sem imel 6 učencev, drugo leto 10. Zdaj, ko smo se pa združili oziroma povezali z verigarji Brežice, našim društvom, je pa to malo bolj začelo profesionalno nastopati. Ta program izobraževanja o znamkah, o filateliji smo začeli malo bolj popolno in imamo letos, v tem šolskem letu smo imeli 18 članov v 3 skupinah. Članov bi lahko bilo 30, ampak za to je velika obremenitev skupine, mora biti male, da lahko temeljito delaš s tem. Prvo, kar želim povedati mladim, da pač znamka je nekaj simbol zgodovine, prikaz kulturne dediščine narodov. Tako, filatelija ni samo znamka, filatelija je tudi pisma, razglednice, žigi, vse to je filatelistični material. In s tem materialom lahko prikažemo, kaj se v tistem času, ko je bila ta znamka, ta kuverta, pismo poslano, kaj se takrat dogajalo. Mi imamo izredno lepe primerke pisemskih dopisnic ali pisem, ki so izpred 120 let nastale. To je oblika pisanja, to je čudovito, no, to je lepopisje bilo, teksti, to so razna pisma, poslovna pisma, ljubezenska pisma, vse izražajo neko kulturo naroda, kaj je narod takrat želel. Najbolj zanimivo je pa tole, da so med 2. svetovno vojno v času izseljeništva tele zdomci, tele izbeglice oziroma te, ko so bili izgnanci, pisali domov
taka srčna pisma, taka teksti, nekaj neverjetnega in to se je dosti kje uničilo. Mi filatelisti pa želimo, da to ostane še za namci. Domoljublja sploh ni več. Posamezniki še gojijo to domoljubje, ki je bilo od 91 letega naprej zelo močen poudarek na tem, ampak to se je izgubilo. Tudi, če smo odkriti samostojnost, enotnosti, tega ni. Mi se delimo, preveč se delimo, to ni pravilno. S tem smo želeli tudi prikazati slovenstvo. Slovenci smo Slovenci, lahko spoštujemo tudi druge narode, smo dolžni spoštovati. Čas gre naprej, ampak mi moramo svojo kulturo držati in svoj narod obdržati, da je Slovenci, naj ostanejo Slovenci. Program oblikovali učenci osnovne šole Bizeljsko, ki so hkrati tudi mladi filatelisti in zelo mladi glasbeniki, ki se igrajo več ali manj prvo leto. Zato upam, da boste tudi kakšno morebitno napako spregledali in za vse, ko ste kdaj hodili z glasbeno šolo, vam bo Ami zaigral skladbo, ki se jo nekako igra prva v glasbeni šoli. To je Kuža pazi. Prvo bi lepo pozdravil gospod podžupanjo Katjo Čanžar, našega predsednika Društva zbirateljev veriga, tovariša ali gospoda Rada Kajtna, z seveda ostalimi člani društva tudi, ki so prisotni. Posebej bi pa pozdravil starše naših filatelistov, ki so pač tu nastopili tudi.
Doma jih je več, nas je 18 članov v krožku in seveda je dobro, da ste jih pripeljali. Tak, malo bi opisal našo delovanje na osnovni šoli Bizeljsko. Glejte, letos je 100-letnica obeležitve prve slovenske znamke Verigar. Zakaj Verigar? To je iztrganje iz suženjstva stare avstro-ogrske monarhije, ki se je ustanovila nova država SHS, Slovencev, Hrvatov in Srbov. V ozadju je pa tudi sončni žarki, ki pomeni, da je zasijalo sonce. Najprej čestitke. Lep dober dan vsem skupaj tudi v mojem imenu in v imenu občine Brežice. Mi smo v bistvu zelo ponosni, predvsem da kar ste ga zdaj povedali, da v bistvu vso vašo strast in znanje prenašate na najmlajše in jih v bistvu tudi s pomočjo filatelije učite, od kje prihajamo, kaj vse se je dogajalo v preteklosti z našim narodom in verjetno bodo tudi mladi z vašo pomočjo marsikatero stvar lahko bolj cenili. Občina Brežice, kot ste povedali, je v bistvu zelo po najboljših močeh podpira društva, verjetno vsi, ki ste člani katerihkoli društva na kateremkoli področju, se tega dobro zavedate. Prejšnji teden je župan podpisal s predsedniki pogodbe za 570 000 evrov, vse od športa, kulture, in v bistvu to pomeni, da občina podpira prostovoljstvo in to hkrati tudi pomeni, da je naša občina na tem področju zelo bogata. Ne bom predolga, seveda hvala vsem staršem, ki na nek način podpirate otroke tudi pri teh obšolskih dejavnostih. Hvala pa predvsem vam, gospod Ludvik, obilo veselja in dobrega dela tudi v prihodnosti v občini. Hvala. Evo, kako ste rekli. Razstava je odprta, poglejmo si jo, uživajmo, koliko je.